Danes smo vse svoje sporazumevanje, vse svoje pisanje v resnici skorajda prenesli na splet. In če na spletu nimamo slovenščine, ki je v taki podobi, da jo splet lahko obravnava, analizira, da lahko komuniciramo z njo, potem slovenščina na tak način ne bi obstala. Meni se vedno zdi, da je naša današnja doba zelo primerljiva s časom prve polovice 15. stoletja, ko je Gutenberg v Evropo prinesel in razvil tiskarski stroj. To je omogočilo demokratizacijo jezika, omogočilo je dostop do znanja ljudem, ki so lahko brali v svojih nacionalnih jezikih. Danes je pa podobno, ne? Če nas ni na spletu, če naš jezik ni digitaliziran, nas enostavno ni več. Zato je digitalizacija izjemno pomembna. Pomembno je pa tudi to, da je ta digitalizacija plod našega dela, našega znanja, ne da si sposojamo tisto, kar naredijo ameriške korporacije in s tem živimo, ampak se mi zdi pomembno, da na podlagi lastnih jezikovnih virov, se pravi svojih besedil, svojih slovnic, svojega pravopisa, vsega, kar imamo in vemo in je nastalo v slovenščini, tvorimo te tako imenovane velike jezikovne modele, ki lahko potem te ogromne količine podatkov korektno analizirajo, so transparentni, ne, in to je nekaj, kar moramo storiti sami in se ne zanašati na to, da bo to storil kdo drug namesto nas. Razvoj takšnih modelov, ki so na drugih jezikih, ne samo na angleščini, pomeni za nas uporabnike verodostojnost, večjo preverljivost, v resnici večjo zanesljivost, da so podatki ne plod nekega izmisleka, ampak res nečesa, kar je v besedilih že vsebovano. Hkrati pa vse to omogoča, da iz besedil, ki jih mi kot ljudje ne moremo v takih količinah analizirati, spoznamo nove stvari v svojem jeziku, spoznamo nova pravila, morda spoznamo nova osupljiva dejstva. Predvsem pa nam pomaga, da verodostojno tvorimo nova besedila s pomočjo nečesa, kar je nastalo v našem jeziku. Slovenski jezikovni modeli omogočajo, da so podatki, ki jih bomo potrebovali in ki jih potrebujemo za analizo jezika, za tvorbo besedil, v resnici transparentni, jasni, preverjeni in tudi zares ustvarjeni v slovenščini. Ker če prevajamo ogromno besedil iz angleščine v slovenščino, kar se nam recimo dogaja z nekaterimi sodobnimi klepetalnimi roboti, potem je to še vedno nekaj, kar v resnici ni nastalo v slovenščini, ampak je odsev nekega drugega kulturnega sveta, nekega drugega znanja. Zato je pomembno, da smo v tem smislu samostojni, da ne prenašamo tega na neke druge velike jezike, ki so vendarle nek drug kulturni subjekt, in je to, kar se počne recimo s tem našim Gamsom, projektom, ki ustvarja slovenski jezikovni model, tisto, kar je zelo s slovenščino izjemno pomembno.